Pozdravljeni. Rad bi vam na kratko opisal in razložil namen programa za izboljšanje partnerske zveze ter seveda komu je namenjen. Glavni poudarek na tem programu bo namenjen izboljšanju celostne čustvene zrelosti, ki v bistvu določa, kakšno partnersko zvezo lahko oseba razvije, in razumevanju pojma celostna čustvena zrelost in temu, kako na čustveno zrelost vpliva raven senzorno-motorne amnezije osebe, ki jo pač ima, in kako v bistvu to stanje vpliva na raven, globino in obliko partnerske zveze, v kateri oseba je. Glavni poudarek bo, da učinkovit odnos je privlačen, neučinkovit odnos je neprivlačen. Učinkovit odnos omogoča, da sta osebi bolj povezani, se bolje dopolnjujeta in v bistvu vedno bolj delujeta kot en organizem, ki je sicer razdeljen na dva dela, na moškega in ženskega, in seveda na zunaj tudi vidno ločen. Dejansko se pa kot sistem vede, da je v dovolj visoki simbiozi, da deluje kot enoten sistem in moški vpliv dopolnjuje ženskega, ženski dopolnjuje moškega. Vsak od njiju je lahko tudi samostojen, ampak najbolj delujeta skupaj. In če imata dovolj nizko notranjo senzorno-motorno amnezijo znotraj sebe in imata zaradi tega višjo čustveno zrelost, lahko potem imata dovolj tenko kožo en do drugega in je v bistvu njuna povezanost, njuna sposobnost, da se čutita, da se razumeta, da komunicirata, dovolj visoka, da dejansko imata vedno bolj učinkovit odnos in vedno bolj učinkovit odnos omogoča pa vedno večjo privlačnost tega odnosa. In ta dvigajoča se privlačnost odnosa seveda pa zagotavlja, da odnos se razvija in obstane. Hkrati pa čustvena zrelost in pristopi, teorija in praksa, seveda vaje, ki jih bom učil na programu, omogoča, da se vedno manj bojimo močnejših čustev, tako pozitivnih kot negativnih, da razumemo funkcijo, moško funkcijo, žensko funkcijo. Učil bom o tem, kako deluje leva in desna možganska hemisfera, kakšno vlogo ima leva in desna telesna polovica, in kako se medsebojno prepletata ali pa izpodbijata, če to ni primerno. In sploh iz izkušenj, ki jih imam na tem področju, je zelo očitno, da je bila nizka kvaliteta partnerskih odnosov, sploh na čustveni ravni naših staršev in njihovih staršev, ki smo jo tudi mi sami podedovali in jo tudi predajali svojim otrokom. Glavni razlog, da je splošna čustvena zrelost vedno nižja in neprimerna za kompleksnost vsakdanjega življenja in seveda neučinkovitost sodelovanja, nerazumevanje, informacijski vakuum med partnerjema pa vodi v to, da namesto da bi imela zveza notranjo privlačnost, jo v bistvu definira vedno večja notranja razdiralna sila, ki rine zvezo narazen zaradi tega, ker je neučinkovita, ker je v njej premalo zaupanja, ker je v njej premalo odgovornega vedenja, tako na eni kot na drugi strani. Zato taka zveza tudi seveda ne more obstati ali pa obstaja zaradi zunanjega pritiska. Običajno ta zunanji pritisk predstavljajo otroci ali pa skupno premoženje ali pa kakšni drugi interesi, kar pa seveda ni dobra popotnica za dolgotrajno zvezo,
ki bi v bistvu vedno bolj učinkovito izpolnjevala potrebe in želje enega in drugega v tej partnerski zvezi, hkrati pa seveda tudi preobremenjuje otroke, ki v tej zvezi v bistvu nastanejo, ter vodi v nov nastanek neprimerne čustvene zrelosti, debele kože, ločenosti med enim in drugim partnerjem, in potem seveda otrok opazuje starša, kakšen ima ta partnerski odnos, in v svojo podzavest spravlja ta odnos kot referenčni odnos, po katerem kasneje, ko je odrasel ali pa ko gre sam v partnersko zvezo, ga hočeš nočeš imitira, sploh ko recimo se popusti zaljubljenost, ko popusti zavestna usmerjenost pozornosti v partnerja, in se potem taka zveza začne vedno bolj krhati in je vedno bolj težka in potrebuje vedno več zunanje sile, da lahko obstane. Učil bom še o pristopih, s katerimi čustvi se da zvezo dvigati na višjo raven in na kakšen način se uporabljajo sintropična in entropična agresivna čustva, zato da lahko dobre stvari, tisto, kar je potrebno, tisto, kar je pomembno, tisto, kar je učinkovito, prenašamo naprej v prihodnost. Stvari, ki so pa preživete, neučinkovite, neuporabne, zastarele, škodljive, pa puščamo za sabo v preteklosti in v bistvu na tak način ne potrebujemo v preteklost poslati partnersko zvezo, ampak v preteklosti pustimo samo določene dele partnerske zveze, za katere ugotovimo, da niso več primerni. Dejansko se boste učili, kako s partnersko zvezo ravnati kot neke vrste operacijskim sistemom, ki ga imate na računalniku ali pa na mobilnem telefonu, kjer v bistvu z updati izboljšujete, oziroma proizvajalec izboljšuje programsko opremo, zato da določen program, določena naprava deluje še naprej in deluje lahko tudi celo vedno bolje ali vedno dlje. In na ta način boste lahko dosegli to, da bo partnerski odnos vedno boljši in čas, zdaj med počitnicami, program začnem 1.7., traja bo do 5.8., je za take stvari tudi primeren, ker imamo več časa, imamo manj obremenitev kot običajno in tudi to je čas, kjer se partnerski odnos običajno poglobi. Zato je tudi koristno tudi to, kar boste na programu spoznali, kaj je strah pred sproščenostjo, alergija na sproščenost in strah pred globokimi čustvi, ki v bistvu osebo, ki ne razume, zakaj se gre, ki nima primerne čustvene zrelosti ali pa je preveč zakrčena, dejansko takrat, ko grejo stvari na bolje, jo potisne na slabše in potem v bistvu od te zveze pobegne. Program je namenjen tako za tiste, ki ste v partnerski zvezi, kot za tiste, ki v zvezi niste, ker v bistvu osnova je, da najprej izboljšate partnersko zvezo znotraj sebe, med vašo zavestjo, pa med vašim telesom, nato pa lahko greste v izboljševanje tudi partnerske zveze zunaj vas, da se naučite pomesti pred svojim pragom in s tem v bistvu pomagate tudi partnerju, da lahko on naredi isto ali pa bodočem partnerju, kar poveča verjetnost, da bo partnerska zveza, v kateri ste ali pa v katero boste vstopili, imela boljšo in lepšo ter v bistvu trajno prihodnost. Vabljeni.